Že v prejšnjem MS Reporterju smo se pogovarjali o uporabi palic. Kdaj tekom bolezni, pri kakšnih simptomih priporočate uporabo palic? Uporabo palic priporočam ob napredovanju bolezni, ko opazite simptome motnje ravnotežja, težave pri hoji po stopnicah, ko opazite, da se po stanovanju morate prijemati ali pohištva ali stene, takrat je mogoče dobro, da pomislite tudi na palico. Zdaj, ko se pojavijo še minimalne težave, vam je mogoče dovolj palica z enonožno oporo. Potem, ko pa se težave že stopnjujejo, ko so bolečine v nogah večje, večja utrujenost, pa mogoče lahko uporabite tudi kakšno takšno, 3-nožno ali 4-nožno palico. Potem uporabite lahko tudi te pohodne palice, ki posnemajo bolj naravni ritem hoje, se pravi, da v gibanje vključimo tudi roke. Ja, pogosta je tudi utrujenost pri MS bolnikih in tudi pri tem je palica zelo dober pripomoček. In pri utrujenosti in pri bolečinah v spodnjem udu, ali enem ali obeh, je palica zelo koristen pripomoček, da to bolečino vsaj malo omilimo. Kakšna je pravilna uporaba palic in na kaj je potrebno, da je uporabnik pozoren? Zdaj, pri uporabi palic najprej v prvi vrsti smo pozorni na višino ročaja. Ročaj je vedno v višini naših zapestnih kosti oziroma v tej zapestni gubi. Potem pozorni smo, da palice ne postavljamo preveč naprej oziroma preveč na stran. Palica gre vedno nekje v diagonali. Postavimo palico, držimo v nasprotni roki od prizadete noge. Se pravi, v mojem primeru, če je slabša leva noga, gremo z desno roko naprej, se pravi, damo naprej v diagonalo, težo damo na boljšo, na palico in gremo z slabšo nogo naprej in prestopimo. Takole. Potem, če pa gledamo te pohodne palice, fajn stvarca je tole, da si lahko damo okrog zapestij, da nam ne zdrsnejo po tleh. Spet višina, da je zapestje poravnano z 90-stopinskim kotom v komolcu. Z palicami posnemamo tole recipročno hojo, se pravi, spet, če je slabša leva noga, gremo desna roka, leva noga in zamenjamo. Takole. Pozorni smo spet na te čepke, od spodaj, da ne drsi. Najlepša hvala.